Miha, začnimo morda z otroci, ki so tule zdaj prišli. Se morda spomnite, kakšne so bile vaše otroške želje? Ja, mislim, zmeraj lepo videti toliko, bom rekel, otrok na kupu, da imajo vsi še zmeraj željo, bom rekel, igrati nogomet, se družiti. Se mi zdi, še posebej po teh časih, ki so bili zdaj v preteklosti, da je pomembno, da se družimo. Ja, jaz se spomnim, jaz sem imel, bom rekel, lepo otroštvo, tako da imam lepe spomine na moje otroške dni. Si imel kakšnega idola? Sem jih imel, ja. Jaz sem rekel, ne uresničil svoje sanje, ampak jaz sem si zmeraj želel, to sem že večkrat povedal, ker je bil tudi Walter Bersa iz istega mesta, kaj jaz, iz Šempetra, in sem si rekel, zmeraj sem si želel igrati z njim. In pol enkrat je prišlo tudi do tega, da sva igrala skupaj v reprezentanci in to se mi je, bom rekel, uresničil nek del mojih otroških sanj. Tako da si želim, da bi se tudi tem otrokom, ki so danes z nami, uresničile te sanje. Walter Birsa je dal gol za uvrstitev na veliko tekmovanje, dal je gol na velikem tekmovanju. Kako si tukaj kaj zasledil? Ja, mislim, to je bilo super, da bi se tudi meni poklopilo, bom rekel, in vsem nam, da bi se še enkrat zgodila neka taka zgodba, neka taka pravljica. Mislim, da že vsi dosti časa čakamo na to in bom rekel, smo že malo nestrpni, ampak jaz mislim, da bo tudi to prišlo. No. Jaz mislim, da imamo dobro reprezentanco, pravi fante smo skupaj in si želim, da bi prišli tudi do takega rezultata, kot so oni. 4 tekme v 11 dneh, nekaj novega za marsikoga, sploh na reprezentančnem področju. Kako se spoprijemate s tem, kakšna so navodila selektorja, kakšen je vaš pristop? Sigurno, jaz mislim, da za vse nas je nekaj, bom rekel, nekaj novega, da je toliko tekam, ampak proti temu, mislim, nimamo kaj. Mislim, moramo se dobro pripraviti, veliko igralcev je tukaj, tako da bo prišlo sigurno do rotacij, moramo biti vsi zdravi, vsi željni igranja, ker mislim, da bomo vsi dobili priložnost za igro, moramo to izkoristiti, predvsem pa kot ekipa moramo izgledati dobro in bom rekel, tako kot sem povedal že, da moramo izgledati tekmovalno, moramo si želeti vsako tekmo zmagati, vsako tekmo osvojiti točke in potem upati na najboljši izid. Lahke tekme zagotovo ne bo, lahkega nasprotnika tudi ne bo se mogoče razporejati na tak način. Kako boste šli iz tekme v tekmo, iz dneva v dan? Sigurno, šli bomo iz tekme v tekmo. Prvo se moramo pripraviti na prvo tekmo proti Švedom doma. Vsi so sigurno rangirani više in so močne reprezentance, ampak smo pokazali, da tudi proti dobrim ekipam mogoče včasih celo boljše igramo. Mislim, da potrebujemo take dobre tekme, da, bom rekel, tudi dvignemo nivo naše igre, da ne igramo zmeri proti slabšim ali pa isto dobrim ekipam in to nam je sigurno neka motivacija in jaz si želim, da bi pokazali dobre igre. Zaenkrat trenirate bolj za Oslo, kar zadeva vreme pa temperature, ampak proti Švedski pa sploh v Beogradu bo pa čez 30 stopinj. Je to lahko kakšen problem? Ne, za 30 stopinj bo za nas in za njih, tako da jaz mislim, da ni tlele neke, bom rekel, neke slabosti ali pa kakorkoli. Pripravljeni bomo, moramo iti vsako tekmo 100% in kakšno vreme bo, potem i tak. Mislim, da bo večerne tekme, tako da to upam, da ne bo igral take vloge. Kako vzeti to Ligo narodov? Vemo, da, kar se prej omenil, da bi se spet Slovenija uvrstila na veliko tekmovanje. Glavna stvar bo potem drugo leto kvalifikacije za Euro. Sigurno, jaz mislim, da to si moramo vzeti kot neko priprave na naslednje kvalifikacije, ampak ne glede na to moramo iti tekmo po tekmo, kajti tudi te tekme, bom rekel, ni več nekih prijateljskih tekem, ampak vsaka tekma je tekmovalna, šteje za nek rating, kakorkoli pač. Tudi tukaj je dosti igralcev, ki nimajo še izkušnjo mogoče iz reprezentančnih tekem, tako da za vse nas je to, bom rekel, vsaka tekma neka dodatna izkušnja na takem nivoju in moramo se pripraviti sigurno. Dosti je, bom rekel, tudi igralcev, tako da verjetno sigurno bo dosti rotacij, vsi bomo dobili priložnost in to je tudi dobro za nek, bom rekel, napredek, bom rekel, in širšega kadra, da lahko vsi, bom rekel, se dvignemo naš nivo iger. Tako da jaz mislim, da bojo prave tekme iz tekme v tekmo in seveda z nekim pogledom naprej. Kako bo Slovenija delovala brez Joveta? Dobro, mislim, da smo zdaj že na zadnjih nekih akcijah nakazali neko pot, da se bo treba sigurno prilagoditi, če Josipa pač ne bo z nami. To pač tako je, na to nimamo nekega vpliva. Jaz mislim, da je tudi dosti še kvalitetnih fantov tukaj zraven, da imamo vsi, bom rekel, neko kvaliteto, da lahko igramo na takem nivoju in da, bom rekel, kot ekipa ustvarimo nek dober rezultat. Sigurno pa
nam bo manjkala njegova kvaliteta, ampak tako kot sem rekel, moramo se prilagoditi. Že ste obiskal na treningu, ne? Kakšna bo Ja. njegova sporočila? Ma super, mislim, zmeraj je super, ko ga vidiš, da je nasmejan in da nas pride podpirati. Vsi si želimo, da bi prišel čim prej nazaj, da bi prišel na tak nivo, ko je bil prej in da bi začel redno igrati. Jaz si želim, da bo to čim prej, ampak zmeraj je super, no, da pride, da se podruži z nami. Velika oseba, velik igralec, tako da same, bom rekel, plus točke za slovensko reprezentanco. Si želim pa tudi, da smo dali mi njemu neko dodatno energijo, da bo tudi on dobil še neko motivacijo za nadaljnjo, bom rekel, za povratek. Vedno si nas opozarjal, nam poudaril, da rad igraš z Josipom, da nimate nobenega problema, zdaj pa tako pa ga ni, pa imaš več odgovornosti, zagotovo ti v igri, več je oči, vate usmerjenih. Boš zmogel to, se boš poprijel s tem na pravi način? Ma sigurno, jaz sem rekel, jaz si želim imeti pomembno vlogo reprezentanci, jaz komi čakam, ko igram. Zdaj, ali je Josip ali ni Josipa, to je pač ni do mene. Do mene je, da jaz pokažem neke dobre predstave, jaz sem pripravljen prevzeti odgovornost. Predvsem to na igrišču, ker se mi zdi to zelo pomembno, no, da vsak igralec prevzame odgovornost na igrišču in da pokaže tisto, kar zna. In potem, če bo vsak naredil to, še posebej pa bom rekel jaz, če sem zdaj v neki vlogi nekoga, ker imam mogoče malo več tekem v nogah, da to pokažem. In jaz se že veselim tega, veselim se močnih tekem, ker mislim, da samo na močnih tekmah lahko pokažeš tisto, kar res znaš. Kako pa si zadovoljen, da s turško sezono drugi ste bili, malo ceniš to, kako je bilo letos? Ma ja, mislim, jaz osebno sem zadovoljen s svojim delom. Jaz mislim, da je bila to sigurno moja najboljša sezona v karieri, tudi po statistiki, pa tudi po igranih minutah, pa igral sem Europa League. Dobro, iz vidika kluba v Fenerju je tako, da če nisi prvi, da nisi zadovoljen, ampak ok, navadi se tudi na te, bom rekel, na ta nivo neke zmagovalne mentalitete, na ta nivo pritiska, ki ga ta klub vodi sabo. Bomo videli, no, jaz si želim, da bi sigurno osvojili tam naslednjo sezono turško prvenstvo, ker samo to bo zadovoljilo neke apetite vseh okoli kluba.